Eno glavnih področij novega ministrstva, ki je bilo ustanovljeno pred dobrim letom, je tudi področje inovacij. Kot vemo, je to področje prišlo na naše ministrstvo iz Ministrstva za gospodarstvo in eden ključnih elementov pri obravnavi tega področja je bila reorganizacija raziskovalne agencije. Zdaj imamo ARIS, se pravi raziskovalno in inovacijsko agencijo. In glavna značilnost je ta, da poleg stebra financiranja se ali pa znanstveno-raziskovalnega sveta, ki smo ga imeli prej, bomo zdaj imeli še dodatni svet, to je inovacijski svet. In ta inovacijski svet je pa namenjen temu, da se izboljša po eni strani ta prenos znanja iz akademskega okolja v realno okolje, se pravi v gospodarstvo in pa v družbo, in pa da preko inovacijskega sveta tudi zagotovimo boljšo koordinacijo te dejavnosti, raziskovalne inovacijske dejavnosti na ravni celotne vlade. V tem svetu, ki bo v kratkem oblikovan tudi formalno, bo seveda sodelovala tudi druga ministrstva. Tudi prvič se je zgodilo v zgodovini, da zdaj uradno lahko rečemo, da smo za področje raziskav in inovacij iz drugih ministrstev pridobili še 35 milijonov evrov, kar je zanimiv podatek, se pravi, da ne gre samo za proračun našega ministrstva. Imamo tudi precej sredstev na področju kohezije, tudi za raziskovalne projekte in seveda vzpostavitev tega novega inovacijskega okolja je ena ključnih nalog našega ministrstva. Se pravi, to je nekaj dodatnega, tega prej nismo počeli, kot rečeno smo pa ta del dobili z Ministrstva za gospodarstvo in seveda zdaj moramo samo dobro sodelovati z Ministrstvom za gospodarstvo, da vse, kar se naredi na področju inovacij, se pravi ves razvoj seveda pokrijemo mi, uporaba teh novih rešitev je pa potem v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. Glavna želja pa zelo enostavna, želimo dvigniti dodano vrednost v industriji, v gospodarstvu, v družbi in seveda z dodano vrednostjo bomo imeli večji proračun in to je gotovo veliko boljša rešitev kot pa dvigovanje davkov.